Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mesec julij. Nekoliko drugačen bo kot preostali meseci. Lažje bomo dihali, lažje bomo razmišljali, lažje pa bomo tudi, saj bi rekla, trančirali, pa ne vem, če me boste vsi razumeli. Torej, število 7 povezujemo z analiziranjem, z raziskovanjem, z radovednostjo, s tem, da nas zelo zanima vse. Torej, kaj to pomeni za julij? Naj vas vse zanima o vas. Torej, letošnje leto vedno znova ponavljamo, kako zelo je povezano z ljubeznijo do sebe, do razumevanja sebe, z ljubeznijo nasploh, z definicijo odnosov in tako naprej. Predvidevati je seveda tako, da bo število 7 doprineslo svoj vpliv, ki pa bo razkrivanje resnice. Po eni strani bo marsikatera maska padla, na to smo se po moje že kar malo navadili, na neka, bom rekla, negativna presenečenja, na spoznanja, informacije, ki so vse bolj škandalozne zadnje čase. Torej, to mislim, da ne bo večji problem shendlati, kaj ne da. Po drugi strani pa se bo razkrivala tudi naša lastna resnica. To pomeni, da bomo marsikaj pri sebi opazili, česar ne bi pričakovali, česar smo se navadili pravzaprav tudi že v 2021. Marsikateri odziv ni bil ravno nam podoben. Sami sebi nismo bili podobni. Marsikdo, ki smo mislili, da ga res zelo dobro poznamo, nas je presenetil. Torej, kaj torej bi nas še lahko julij presenetil, če že itak se nam zdi, da vse vemo? Ko govorimo o šestici, o mojstrskem letu, govorimo tudi o duhovnem dozorevanju. Torej, marsikatero razočaranje, marsikatera bolečina bo v mesecu juliju dobila nek smisel. Bomo znali prepoznati namen, bomo znali reči, aha, okej, to je bilo mogoče sicer lahko zelo naporno, boleče, je bilo veliko razočaranje, morda sem bil tudi zelo prizadet ali prizadeta, ampak sem se iz tega nečesa naučil. Potem pa se poraja staro dobro vprašanje, pa zakaj rabim toliko slabega, zakaj se ne morem stvari naučiti na lep način, zakaj moram biti tokrat razočaran, saj jaz znam spoštovati ljudi, pa sem iskren, pa sem pošten, pa sem predan, pa sem deloven, pa sem vesten, pa se trudim biti boljša oseba, pa delam na sebi, pa se ful matram, pa se ful investiram. Zakaj potem moram vedno znova naleteti na ljudi, ki pa mogoče ne razmišljajo tako in vedno kažejo s prstom na druge, name in tako naprej. Kako lahko resnično nekoga razumemo, svetujemo, pomagamo in smo sočutni, če v vsaj podobni situaciji še nismo bili? Jaz vam lahko opisujem, kako je morje fajn, je slano, je mokro, ne boste verjeli. Se da v morju mnogo lažje plavati kot v bazenu. Ampak če ne boste vi šli v morje, me boste težko razumeli. Lahko imate neko predstavo o tem, lahko ste zelo empatični, lahko zelo začutite in doživite moje razlaganje, kakšno je morje ali pa kakšno je morje. Izkušnje pa nimate. Marsikdaj v življenju stvari, ki se nam dogajajo, so pravzaprav del učnega procesa. Mi pa, ker seveda težko vemo, kaj je del učnega procesa, kaj je naša karma, kaj je naše poslanstvo, kaj je tisto, kar pa morda smo kar od drugih prevzeli, pa sploh niso naše lekcije. Mi se pa seveda potem običajno odzivamo enako na vse te različne stvari. Lahko da pride recimo v nekem odnosu do laži, ki vas je zelo prizadela. Ampak je razlika, ali govorimo o tem, da predelujete nek vaš karmični zapis, ali govorimo o tem, da ta oseba predeluje nek svoj karmični zapis in seveda zato potrebuje nekoga, komur se bo zlagal. Ali govorimo o življenjski lekciji, se pravi nekem osnovnem gradivu življenja. Ali govorimo o tem, da ste bili mogoče samo na malo ponesrečenem prostoru, ponesrečenem času? Ali govorimo o tem, da se vi učite oddajati drugačno energijo in postavljati meje? Torej, različnih scenarijev je veliko, ne bi se preveč v to spuščala. Numerologija in podobne vede nam pri tem zelo pomagajo. Pomagajo nam razumeti, kdo smo, kaj smo, zakaj smo, česa se učimo, kaj je naša karma, kaj je naše poslanstvo, česa pa preprosto ne potrebujemo, pa mogoče sami malo prikličemo. Torej, so orodja na tem svetu, ki vam lahko pri tem pomagajo. In julij kot 7. mesec je obdobje duhovne in osebnostne rasti, raziskovanja, iskanja smisla, iskanja odgovorov, iskanja tistih trenutkov. Torej, če imate občutek, da ste se zgubili, da se stvari dogajajo brez repa, brez glave, da nimajo nekega smisla, da nimajo nekega namena, potem morda vas je za spodbudi, da posezite po vedah, po orodjih, ki vam bodo pomagala pravzaprav razumeti sebe.
Meni osebno je bilo to največje darilo numerologije. Razumela sem sebe, razumela sem določene mehanizme, zakaj tako delujem in posledično sem razumela, da v določenih situacijah mi lahko ti mehanizmi zelo pomagajo, v določenih pa ne. In to je bistvo življenja. Kaj je tisto, kar vam, ker je zelo vam lastno, kar vas definira kot osebo, kot osebnost, kot dušo, ki je prišla sem z neko izkušnjo osebnosti, kaj je tisto, kar vas najbolj žlahtni, najbolj bogati, kaj je tisto, kar vam najbolj pomaga preživeti, kaj je tisto, zaradi česar vi rečete, ok, če ne bi bil takšen pa takšen, bi me že zdavnaj pokopali. In če si to rečete, zakaj potreba po temu, da preživimo? Ali jo lahko nadomestimo s potrebo po temu, da rastemo in se razvijamo? Kajti to, da se prebijamo iz enega dneva v drugega, iz meseca v mesec, iz leta v leto, je že res, da vsi kdaj pademo v ta obdobja. Da so leta, meseci, dnevi, ko so težji, ko je resnično ta občutek, samo imej glavo nad vodo, pa mogoče je nimaš, ampak sam preživ, vse bo minil. Ampak to ni bistvo življenja. Velikokrat pa smo v temu, reka moodu, kar po angleško, se pravi v temu razpoloženju, v temu načinu funkcioniranja preživetja in pozabimo živeti. Ja, je težko. Lahko so se novi izzivi postavili pred vas, lahko so se stari izzivi okrepili, ampak če primerjamo ljudi po svetu, so ljudje, ki so lahko zelo premožni, zelo vplivni, pa jih to pravzaprav ne brani pred slabim nasvetom. Pred slabimi stvarmi, pred slabimi ljudmi, pred slabimi izkušnjami. To, da imamo veliko denarja, slave, vpliva, moči, ne pomeni, da bomo nujno srečni v ljubezni, zdravi, polni neke radosti in ustvarjalnosti. Pomeni pa, da bomo lažje ustvarjali. In po drugi strani, ko pogledamo slike ljudi z drugega konca sveta, kjer je ekstremna revščina, lahko med temi slikami najdemo obraze, ki so iskreno srečni. Ne glede na to, da nimajo zadnjega iPhona, da morda niti nimajo pojma, kaj je to Instagram. Torej, vse je odvisno od osebe, ne od okolja. In v letošnjem letu se veliko govori o okolju, o odnosih, o energiji, ki jim mi dopuščamo k nam. Julij bo ena taka drugačna točka v letošnjem letu, ko bomo šli lažje vase. Ko bomo lažje pogledali, kje in kdaj so se oblikovali naši notranji vzorci, naši mehanizmi delovanja in jih bomo tudi lažje spreminjali. Ali nam je uspelo ali ne, pa se bo videlo takoj že v avgustu. Torej, avgust bo že tak mesec, ki nam bo postregel z nekimi prvimi testi, da tako rečemo, kot tudi v šoli je. Se učimo in potem pridemo na neko preizkušnjo. Torej, vse, kar bi se vam lahko letos julija dogajalo, pa se vam bo zdelo nekoliko nenavadno, pa ne boste vedeli, kaj s tem delati, pa se vam bo morda zdelo, da pa res hecno, da se je ponovilo. Se dajte vprašati, česa vas ta situacija uči, česa vas ta odnos uči. In s svojimi odzivi, kakšen zgled ste vi? Kaj vi učite druge? Kaj pravzaprav okolico vi učite? Kaj svojo izbiro besed, energije, oddajanja pravzaprav sporočate življenju pa vesolju? Če se vrnemo zdaj nazaj k primeru, da se nam nekaj lepega zgodi, mi pa takoj začnemo iskati, kaj bo zdaj šlo tukaj slabo. To že mogoče na prvi pogled se zgleda super, ampak ni vse zlato, kar se sveti in tako naprej. Mnogokrat je naša lastna sumničavost tista, ki negativno vpliva na našo percepcijo tega, kar imamo pred noskom. In če si mi govorimo, da je nekaj slabo, bomo to videli slabo. Podobno seveda deluje placebo učinek, ko menimo, da nam mora zdravilo pomagati in kljub temu, da morda nismo zaužili zdravila, kar vidimo učinek. Torej, kako lahko svoje misli, svoje prepričanje usmerite na način, da verjamete, da vse, kar se vam zgodi, je z nekim namenom. To verjamem, da nam kar vsem še gre, a ne? Vse se zgodi z nekim namenom, res je. Tudi potres, tudi izguba, tudi čudovite romantične zgodbe, ki se včasih lepše ali slabše končajo, ali pa se sploh ne končajo. Torej, če ima vse svoj namen, kakšen namen imate vi? Kaj je namen vas? Kaj je tisto, kar ste pa vi, vaše darilo človeštvu? Moja osebna analiza oziroma osebno svetovanje, vaše poslanstvo se pravzaprav imenuje, kaj je vaše darilo človeštvu. Kajti naše poslanstvo, to, kar mi smo, ta energija, ki jo mi oddajamo, je pravzaprav darilo, ki ga dajemo. In če vas zdaj pogledamo,
v kolikih procentih od 1 do 100 bi rekli, da je vaš doprinos svetu, človeštvu, vesolju, življenju, energiji vas, energiji vaših najbližjih in pa globalni energiji. V kolikih procentih je ta energija pozitivna? V kolikih procentih je ta energija ljubeča? V kolikih procentih je ta energija cool, dajmo nekaj narediti, dajmo izboljšati stvari, naj bo jutrišnji dan lepši kot današnji. Koliko je to fajn, preko vseh teh izzivov se lahko nečesa naučim. In v kolikšnih procentih od 1 do 100 je ta vaša energija bolj negativna, bolj poklapana, bolj morda polna dvomov, bolj morda prežeta s pričakovanji nečesa slabega. Ker se je toliko in toliko časa nazaj to končalo tako, se bo sigurno tudi zdaj. Ker ste slišali, da se je nekomu v podobni situaciji, ali pa mogoče tudi ne v podobni situaciji, zgodilo nekaj zelo, zelo neprijetnega, se bo tudi vam. Kolikokrat dejansko copy-pastamo nekaj, kar ni naše? Koliko našega razmišljanja, naših mnenj pravzaprav je naših in koliko nam jih je nekako priučenih. To je dejstvo v življenju. To je dejstvo v življenju. Zato v času, v katerem prebivamo zdaj, bodimo hvaležni, da imamo možnost potovanja. 50-60 let nazaj ni bilo primerljivih možnosti potovanj, spoznavanj drugih kultur, spoznavanj drugačnega načina razmišljanja. Je pa bila morda večja odprtost drugačnosti v smislu, da smo rekli, ja, tam daleč, za 7 gorami, 5 vodami, 6 rekami, 3 jezeri, 2 morji, pa živijo ljudje, ki delajo stvari tako pa tako. Danes, pa je, se mi zdi, ta fluktuacija občutno večja, pa nam ni več tako zelo všeč, da vsi tisti ljudje z vsemi tistimi gorami, vodami, potoki, jezeri, gosenicami prihajajo sem in te čudne navade prinašajo sem. In pravzaprav je to samo odraz našega lastnega zaupanja vase. Kajti jaz lahko funkcioniram na način modre barve, recimo. Vi morebiti funkcionirate na način zelene barve, kjerkoli druge barve. Ampak če jaz vem, kdo jaz sem, potem bom samo zvedavo pogledala vse ostale barve, morda kakšen delček prevzela, primarno bom postala modra. Kaj pa vi? Katera je tista vaša definicija, ki se nikoli in nikdar ni spremenila? Kaj je tisti del vas, ki ostaja enak od rojstva do danes? Katere potrebe, kater način razmišljanja, kater način odzivanja je vam unikaten? Katera energija, ki jo vi oddajate od rojstva do danes, je vam unikatna? In ali ste na njo ponosni? Ali je to nekaj, kar je vam top, to sem jaz? Ali je to nekaj, kar bi bilo bolje, da ne bi obstajalo in pravite, ne morem si pomagati, takšen sem. Verjamem, da to komu ni všeč, ampak takšen ali takšna sem. Julij je mesec osebnostne duhovne rasti, preobrazbe, prepoznavanja sebe in prepoznavanja situacij, v katerih to, kar je morda na prvo žogo negativno, lahko obrnemo v drugačni situaciji, v drugačnem odnosu, v drugačnem trenutku, v nekaj pozitivnega. Torej, govorimo o mesecu, ko bo ta resnica, ki sem omenjala na začetku, pravzaprav razkrivala, kje vse imamo možnost, tiste stvari, ki nas motijo, tiste stvari, za katere menimo, da bi jih mogli spremeniti ali pa da nas nekako zavirajo, obremenjujejo, bremenijo, izničujejo. Vse tiste stvari, zaradi katerih imate morda mnenje, da si ne zaslužite ljubezni. Vse tiste stvari, zaradi katerih morda imate mnenje, da ste sami, da boste sami, da vas nihče ne razume, da vas nihče ne sprejema, še več, da vas kritizirajo, da si želijo, da se spremenite. Torej, razkrivali bomo sebe, razkrivali bomo, kaj je tisto v prvem trenutku, kar nas je oblikovalo takšne, kot smo. Se pravi, šli bomo zelo nazaj, zelo globoko v svoje prednike, v svojo preteklost, tudi v svoje trenutke rojstva, ne nazadnje, v prve izkušnje življenja. Torej, kaj bi bilo vaše mnenje? Je življenje lepo? Je radostno? Je darilo? Ali je življenje težko? Je trpljenje? Se vleče? Je naporno? Je polno bolečine? Je polno izgube? Kaj je vaša definicija?
In ugotovili bomo, da seveda stvari niso črno-bele, ampak da so sive. Pomembno pa je, da najdemo svoj odtenek sive, jaz vedno znova ponavljam, in da najdemo vse druge spektre barv. Torej, julija, bodite radovedni, kako to počnejo ljudje na drugem koncu sveta, ljudje, ki so vam drugačni in zakaj. Ne samo raziskovati, kaj se dogaja, ampak zakaj se dogaja. Tako kot tudi pravijo pri ustvarjanju, pri manifestiranju. Ne kaj bi rad, zakaj bi rad. Ne rad bi avto, zakaj bi rad avto? Ker bi se rad vozil, kam bi se rad vozil, kako bi se rad ob tem počutil. Kje bi se rad vozil? Razlika je, če boste se želeli zapeljati na Triglav ali na morje. Torej, zakaj? Kaj je tisto, zaradi česar ste tukaj? Kaj je vaš namen? Ste darilo, o tem ni dvoma. O tem ni dvoma, to je dejstvo. Ste darilo. In vsi tisti, ki morda se do sebe še ne znate obnašati na način, kot da ste darilo, bo letošnji julij postregal s priložnostmi, da to pričnete početi. Torej, vsi tisti, ki tega še ne znate, se odprite ljubezni do sebe na način, da boste prepoznali svoj namen. Kajti, ko razumemo, zakaj se je nekaj zgodilo, zakaj nekaj boli, zakaj morda nam je bilo nekaj odvzeto, je včasih kar malo lažje, a ne? Tudi če se s tem ne strinjamo, tudi še vedno bi si morda želeli drugačnega razpleta, ampak če razumemo, zakaj, je včasih lažje. Torej, ko boste sami pri sebi prepoznavali, zakaj ste tu, zakaj ste se rodili, zakaj so se najhujše stvari zgodile in kako lahko iz tega ven izluščite nekaj dobrega, ste na konju. Zdaj pa bomo pogledali od 1 do 9 še vaše število življenjske poti in pogledali, kaj vam prinaša julij. Torej, hitro sešteti svoj rojstni datum do ene same cifre, to verjamem, da zdaj že znamo. Ne znamo že na pamet povedati, katero število življenjske poti imamo, tisti, ki pa spremljate prvič. Toliko časa seštevajte, da dobite eno samo številko. Enke, osredotočene boste julija. Za število življenjske poti 1 prihaja čas, ko bo zelo, picajzlasta. Zelo boste natančni. Opozorilo za julij je, ne se preveč osredotočati na vsako malenkost, na vsako podrobnost, ampak gledajte širšo sliko. Kaj je tisto, kar je večji smisel tega, ki morda na prvo žogo ni razviden? Torej, velika verjetnost je, da sicer vam bo postreženo z veliko informacij, z veliko uvidov, z veliko možnosti prepoznavanja sebe, prepoznavanja drugačnosti, prepoznavanja, bom rekla, tudi nekega drugačnega individualnega pristopa k življenju, k duhovnosti, k čustvovanju, ki pa tega smisla v popolnosti še ne bo pokazal julija. Torej, velika verjetnost je, da vsega razumevanja julija še ne boste prejeli, bo pa ogromno učnega gradiva. Torej, dajte si čas. Število življenjske poti 2. Pred vami je čas, ko bodo različni ljudje slikali nazaj vam različna ogledala, različne podobe, različne reakcije. Velika verjetnost je, da za isto situacijo, isto besedo, isto gesto, istim nekim dogodkom boste prejeli zelo različne reakcije in odzive. To lahko pomeni, da če vzamemo en zelo basic osnoven primer. Nekomu bom jaz v tejle modri oblekci zelo všeč, ker mu je modra barva všeč, nekomu pa ne, ker ima raje rdečo ali pa roza ali pa zeleno. Torej, marsikaj, kar se bo julija dogajalo, pravzaprav ni projekcija vas, ampak je projekcija okolice in vi se učite julija razbrati, kaj pa je tisto, kar je vam všeč. Torej, julija življenje vas sprašuje, ali ti je všeč modra barva, kakšna borova barva, koliko modre barve, a bi mogla biti celo obleka modra ali samo pol, ali govorimo o kakšnih kombinacijah. Torej, življenje vas sprašuje, kaj vi menite, kje so vaše definicije, kaj je tisto, kar je za vas ok in kaj ne in do katere mere. To sicer je vprašanje celotnega letošnjega leta za vse nas, ampak julija bo veliko situacij, v kateri bo življenje ravno zato, ker boste deležni toliko mnenj in odsev drugih, pričakovalo vaše mnenje. Vaš, bom rekla, stav. Kje in kako se boste postavili za sebe, čisto samo iz dejstev, ne iz čustev, ne iz občutkov sočutja, ampak iz vaših dejstev. Torej, čim bolj odločno definirati, kdo in zakaj ste vi.
Število življenjske poti 3. Podobno velja tudi za vas. Torej, v vsej tej paleti barv, v vsej tej paleti izbire, v vsej tej paleti življenja, kdo in kaj ste vi, kaj ustvarjate in kaj se zgodi, če si premislite. Ojojoj. Kaj pa, če kar naenkrat iz te plave rata zelena? Štartali ste s plavo, noter je pa radla rumena in zdaj imate zeleno. Kaj pa zdaj? Ste biti ustvarjalnosti, okoli sebe pa imate ljudi, ki so mogoče malo bolj rigidni kot vi, in če ste se zmenili za modro, mora biti modra in zakaj zdaj to vleče na zeleno in odkje se je sploh vzela rumena. So pač ljudje, ki nimajo domišljije, dragi moji. Ljudje smo si različni, v tem ni nič narobe. Ne dopustite nikoli, da bi nekdo zato, ker imate vi bujno domišljijo, ker imate vi celoten spekter barv pred očmi, bili prikrajšani ali pa morda dojemani kot neresni, kot otroči, kot nezreli, kot karkoli poslušate, da ste. Število 7 namreč povezujemo tudi s perfekcionizmom, zato je predvidevati, da se bodo nekako porodili občutki, v katerih boste vi menili, da niste dovolj dobri, zato ker ste drugačni. Kaj pa še? Pa kakšen dolgčas bi bil, če si bi bili vsi enaki? Torej, Julija, negujte ravno to svojo drugačnost. Število življenjske poti 4. Julij bo mesec, ko boste malo lažje razmišljali, malo lažje delovali, ko boste lažje dihali, ko boste lažje vi, ko boste lažje svoja čustva in tuja čustva in čustvene situacije in odzive nekako sprejemali in jih spuščali. Ste bitja, ste osebe, ki ne spuščate prehitro, ki včasih zelo predolgo časa vztrajate. Torej, če pogledamo zdaj v mesec maj, ali bi lahko izluščili kako situacijo, odnos, besedo, trenutek, v katerem ste imeli občutek, da se ponavljate tako, kot sem se jaz prej. Ste opazili, da sem se ponovila? A vam je šlo tako na živce, kaj ni bilo po regelcih? Torej, kaj je tisto, kar ni po regelcih v mesecu juliju, pa vam gre morda na živce ali pa ne? Torej, opazujte, kaj vas iritira in kaj ne. Predvsem pa greste v mesec, v katerem se boste lažje spočili, lažje funkcionirali, verjamem, da vsa ta čustvena razburkanost okoli vas včasih ni ravno najbolj preprosta, bo minilo. Julija, malo več miru. Število življenjske poti 5. Torej, drage petke, nihanje spremembe v tem, kdo ste vi, kaj ste vi in kaj je za vas dovolj dobro. Se pravi, letos nekako spreminjate svoje nivoje standardov, svoje nivoje pričakovanj, svoje nivoje sebe. V mesecu juliju bo zato več kot dovolj priložnosti, da bi pravzaprav presodili, a sem prezahteven do sebe, a so drugi prezahtevni do mene in po katerih merilih se sploh pogovarjamo. Torej, mesec julij bo čas, v katerih dajte na drugačen način vse te zahteve in pritiske, kateri morda vam niso najbolj pisani na kožo, pogledati. Morda pa je vseeno za nekaj dobro. Mnogokrat namreč smo preveč pragmatični in stvari ne znamo povezovati. Mnogokrat to, kar se v službi naučimo, pozabimo, da lahko uporabimo doma in obratno. Torej, kaj pa vem, recimo znanje Excela lahko prav pride tudi pri vodenju gospodinjstva, tudi pri igricah, marsikje. Ampak običajno smo navajeni, da ga uporabljamo samo v službi, če je to vrsten način našega dela v službi takšen. Torej, kaj iz drugih področij življenja lahko vpletete v svoje privat življenje in kaj svojega privat življenja lahko vpletete v druga področja življenja. Se pravi, energije se nekako prelivajo, po drugi strani pa bodo sami dogodki vas spodbujali, da veliko bolj jasno definirate sebe, svoje odnose in svoje pričakovanja. Bo to zanimiv mesec. Število življenjske poti 6. Pred vami je čas, ko boste tudi vi lažje zadihali, predvsem boste pa lažje razumeli določene stvari, ki so se pričele 6 ali 9 let nazaj. Torej, močen cikel je za vami, drage moje šestke. Spomnim se, da pred leti sem dobila celo komentar, če imam kaj proti šestkam. Ne, nimam, ampak vem, da ste bile v zelo intenzivnem obdobju, procesirala ljubezni do sebe. Ta nekakšen vrhunec, bi temu rekli, se odvija letos. Torej, ne obupa, če imate občutek, da neke stvari še ne znate, če imate občutek, da še vedno ne znate sprejemati, da morda preveč dajete, da vas ljudje izkoriščajo, ne obupati. Julija bo malo lažje razbrati, zakaj je do tega prišlo, kajti jaz vem, da vas iskreno osrečuje, da pomagate drugim. Iskreno vas osrečuje, da osrečujete druge. Pomembno je samo
previdno izbirati, kdo te osebe so. Kajti, če boste na drugi strani imeli čustveno zrelo osebo, hvaležno osebo, osebo, ki vas spoštuje, bo to sprejela na primeren način. Če imate pa na drugi strani nekoga, ki je izrazito sebičen, nezrel, morda celo narcis, pa seveda je to potem luknja brez dna in lahko vi naredite vse prav, pa bo na drugi strani narobe. Torej, kje naredite vsi vi prav, pa je na drugi strani vedno vse narobe, je vprašanje meseca julija za vas. Število življenjske poti 7. No, sedmice stopate v svojo lastno energijo, torej sedmica je tista, zaradi katere se lažje učimo, lažje razmišljamo, lažje analiziramo, tudi vi se boste seveda v teh vibracijah bolje počutili. Osredotočite se pa na sebe in na svoje starše, predvsem na svojo mamo. Koliko svoje mame bi rekli, da najdete v sebi in morda še pomembneje, koliko nasprotja svoje mame najdete v sebi. Koliko stvari pa mogoče vi danes delate drugače, zato ker vam to pri vaši mami ni bilo všeč. Ampak danes so drugačni časi. Jaz verjamem, da ste vi drugačna oseba, kot je bila vaša mama. Da tudi sama situacija je drugačna. Tudi vaši otroci verjamem, da so drugačni, kot ste bili vi kot otrok in tako naprej. Spravi, v mesecu juliju bo lažje prepoznati, kateri načini delovanja nekako so rezultat vašega odnosa do staršev, pa vašega odnosa do vas iz otroštva, pa mogoče ne sodijo danes več v tele okvirje, v katerih ste. Tudi veliko same lastne introspekcije in sprememb na osebnostni ravni, delovanja, funkcioniranja in izbire besed se vam obeta v mesecu juliju. Število življenjske poti 8. Pripravljate se na avgust, pripravljate se na mesec, v katerem boste naravno zacveteli. Torej, kje imate občutek, da niste dovolj dobri? Kje imate občutek, da še niste dosegli tisto, kar je treba? Kje imate občutek, da ste počasni, da komplicirate? Kje dejansko morda komplicirate, drage moje osemke? Včasih znate sami sebi življenje zelo zakomplicirati, tako kot mi vsi. Julija, bodite pozorni točno na to, kje pa morda se mudite predolgo, kje morda poskušate prevečkrat. A veste, kaj pravijo? Če si pred steno, pa ne vidiš vrat, ne pozabi, da obstaja tudi okno. Marsikdaj pač pozabimo narediti tisti korak nazaj, ko stvari bolje vidimo. Torej, drage osmice, ne preveč takole gledati, ampak si razširite obzorja. Mesec avgust bo za vas zelo močan, torej julij vas na to pripravlja. Bodite pozorni. In še število življenjske poti 9. Drage devetke, tale sedmica z vami ni najbolj kompatibilna, zaradi tega mogoče se boste počutili malo hecno. To ne pomeni, da se vam bo nekaj slabega zgodilo, to pomeni preprosto, da morda se boste počutili malo, dajmo reči, zanimivo. Drugače, mogoče boste videli, da kar naenkrat več razmišljate, tuhtate, berete, ste mogoče raje v tišini kot sicer in pa raje sami kot sicer. Izkoristite ta čas, da bi pravzaprav slišali sebe. Devetke imate tako širok spekter dojemanja, resnično znate razumeti široko, veliko sliko sveta, človeštva, vesolja, življenja. Super! Zdaj pa pejte nazaj vase in razumite sebe kot veliko sliko sveta, življenja, vesolja. Ne glede na to, ali sebe dojemamo kot podobnega večini ljudi ali ne, smo unikat. Torej, raziskujte ta unikat, ki ste vi. Spravi, meditirajte, berite knjige, sprašujte se stvari, opazujte se, predvsem pa se usmerjajte vase. Ne sprašujte drugi, kaj mislijo, ne iskati odgovori o sebi izven sebe, ampak v sebi. Se pravi, pejte v tišino, pejte v naravo. Bom čisto po domače rekla, dajte malo mir, pa bo lažje. Tudi velika verjetnost je, da se boste lažje spočili in okrepili in nabrali več moči znotraj meseca julija. Tudi za vas bo avgust močen, kot za nas vse. Torej, umirjeno v mesec julij. To je bil pregled od 1 do 9, torej ne glede na to, kakšno je vaše število življenjske poti, smo rekli, bo julij mesec poznavanja sebe. Mesec poznavanja naše lastne resnice, naših zapisov. Naših zapisov, ki po nekih duhovnih prepričanjih izvirajo tudi iz prejšnjega življenja. Torej, ker sedmico povezujemo z duhovno rastjo, je pričakovati, da se bodo meseca julija odpirale karmične situacije, sploh 16.7. je takšen datum, da prihajajo odnosi, izzivi, priložnosti, možnosti, da svojo karmo končno uravnovesimo. Mnogokrat pa karma ni samo kazen, niso samo ovire. Mnogokrat pa se karma pretkano zakrinka v energijo naše lastne prezahtevnosti.
Se pravi, število 7 povezujemo tudi s perfekcionizmom, s tem, da smo prestrogi do sebe, s tem, da morda sebi ne dovolimo počitka, ne dovolimo sprejemanja, ne dovolimo ljubezni, nismo do sebe ljubeči in vse to, kar simbolizira število 6, o katerem smo že veliko govorili, zato se ne bi preveč ponavljala. Torej, mnogokrat karma pride v obliki situacije, v kateri se od vas pričakuje, da prepoznate svojo lastno vrednost in se za sebe postavite. Se pravi, če vzamemo ekstremen primer, tudi sužnji so vedeli, da se zaslužijo več, čeprav so bili morda v suženjstvo rojeni in se jim je od rojstva govorilo, da so nič vredni. Spomnimo se, da v zgodovini je bil suženj manj vreden kot žival, ker je bil bolj poceni kot žival, ker krava je bila dražja. Torej, kako zelo absurdna je ta situacija za današnje razmere, je tako? Ampak, mnogokrat sami sebe mnogo premalo vrednotimo, da bi se postavili za sebe. Tudi to je lahko izziv karme. Še enkrat bom rekla, mesec julij je obdobje raziskovanja sebe, astrologija, numerologija, džotiš, ogromno je orodij, ki vam lahko pomagajo prepoznati, kakšne so vaše karmični zapisi, katere situacije so karmične in katere ne. Mnogokrat samo zato, ker je nekaj zelo močno, sploh v odnosih, sploh ko smo zaljubljeni, stvari dojemamo kot karmične, pa mogoče niso. Se pa zgodi seveda tudi obratno, da so stvari močno karmične, pa da jih ne znamo prepoznati. Se pravi, že to zavedanje, zakaj se nam nekaj ponavlja, ali je to učenje, ali je to karma, ali pa preprosto še ne znamo sebe imeti dovolj radi. Kajte, vi ste na koncu dneva se vedno vrnemo k tebi, k sebi, k temu, kaj je zdrava ljubezen, kako mi sebe vrednotimo, na kakšen način mi sebe cenimo in posledično, kaj sprejemamo v življenju. Torej, julij nam bo ponudil veliko možnosti osebnostne rasti, učenja, prepoznavanja namena našega življenja, naših najslabših izkušenj, najboljših izkušenj, zato da bi potem avgusta znali te stvari nekako drugače postaviti. Letošnje leto nas še enkrat spomnim, gradimo, torej naj nam ne spolzi iz rok. Veliko se pa lahko seveda v tem procesu naučimo in spremenimo. Torej, jaz vam želim en julij, v katerem boste prepoznali vse tiste mehanizme, ki vam ne služijo in ne samo to, jih boste znali tudi spremeniti. Če ste se tega naučili, se boste naučili delovati tudi drugače. Tudi kavo smo včasih kuhali na en način, pa na drug, ker mogoče sedaj, če pogledamo nazaj, v kakšnih okoliščinah smo se rodili, česa vse ni bilo, pa kako zelo smo se na tehnološki napredek navadili, vsi smo zdaj z mobiteli, vsi obvladamo internet, tega 30 let nazaj ni bilo. Torej, tako se lahko naučite tudi svoje lastne miselne vzorce, malo updatati, spremeniti, naložiti nov program in delovati preprosto drugače. Naj bo julij en tak fantastičen mesec za vas, mi pa se vidimo naslednji teden.